za tako zvano celostno intenzivno rehabilitacijsko obravnavo. Ta se v Sloveniji pač odvija na Inštitutu za rehabilitacijo, kjer imamo temu prilagojen oddelek. Zdaj seveda možganskih poškodb različnih tipov je toliko, kolikor imamo bolnikov. Dva bolnika nista enaka, po možganski poškodbi. Pomembno je seveda to, da je rehabilitacija po možganski poškodbi ena, najbolj, neuspešnih, če tako rečem, od vseh rehabilitacij. Možgansko tkivo pa možganske funkcije okrevajo nekako po svoji poti, in pravzaprav tudi kakršnakoli intervencija medicinska, rehabilitacijska ni nujno, da bo stanje popravila, kar nam na žalost še vedno prikazuje primer Mihaela Schumacherja, ki je imel hudo možgansko poškodbo, pa ob vsej najboljši medicini okoli sebe in intenzivni rehabilitaciji seveda je še vedno v težkem stanju. Trajanje celotnega zdravljenja, ali pa do prvega odpusta v domače okolje po premestitvi iz kliničnega centra na URI Soča pri hudi možganski poškodbi je 3 do 6 mesecev. To pomeni, da je bolnik na rehabilitaciji lahko povprečno 3 mesece, lahko se tudi podaljša. V primeru, da stanje ni ustrezno temu za odpust v domače okolje. Najbolj žalostne so zgodbe, kjer potem bolnike premeščamo ne v domače okolje, ampak v različne negovalno-socialne ustanove, in to mlade osebe. Da ne govorim, da takih ustanov v Sloveniji je zelo malo in da so zelo zasedene in da je seveda potem dejstvo tudi, da ti bolniki na URI Soča dolgo časa so hospitalizirani, kar seveda predstavlja kapacitetni in tudi finančni problem.